Začetki kriptografije segajo daleč v preteklost, saj so že v antiki in celo predtem šifrirali sporočila. Silovit razvoj je kriptografija doživela v 20. stoletju s prihodom računalnikov. Ključno vlogo je odigrala tako rekoč v vsaki vojni. Torej, leta 1976 je prišlo do velikega preobrata v kriptografiji. Diffie in pa Hellman sta bila borca za nekakšne človekove pravice, hotela sta ukrasti idejo iz črnih kabinetov in uspeli mi je šele čez nekaj let prišla sta do koncepta javne kriptografije, kjer zamenjamo en ključ, ki je običajen pri simetričnih sistemih, z dvema. To je nekako potem preneslo to kriptografijo iz črnih kabinetov in teh vojaških sfer v akademske sfere. Ni pa bil dan še model za to kriptografijo, to je bila samo ideja, to je bil sam koncept. Tako da potem so ljudje že na srečo v naslednje leto 1977 uspeli najti nov model, torej prvi tak model, ki je rešil to javno kriptografijo. To je bil RSA, ta je postal de facto standard, zadnja leta se pa nekako zamenjuje z bolj učinkovitim eliptičnim kriptosistemom z eliptičnimi krivuljami. Prisotnost računalnikov je v naš vsak dan prinesla veliko prednosti in poenostavitev, hkrati pa tudi nove nevarnosti, ki prežijo na nas. Kajti kopiranje podatkov je zelo enostavno, prenos pa skorajda trenuten. Samo pomislite na iPode, mobitele, satelite ali medplanetarne sonde. Tukaj nastopijo kriptografija, računalniška varnost, teorija kodiranja, statistično načrtovanje, če omenimo nekaj področij, s katerimi se ukvarjamo v laboratoriju. Ja, pri svojem delu v laboratoriju med drugim uporabljamo na primer kriptografske protokole. Te so posebno zanimivi za stvari, ki smo si jih že navadili, na primer za varne telefone, za varno elektronsko pošto. Potem pa tudi kakšne druge take stvari, ki bojo šele prišle v bodočnosti, na primer digitalni denar, anonimnost, volitve. Poleg tega, na primer, se ukvarjamo tudi s teorijo kodiranja. Kode nam omogočajo, recimo, da poslušamo izbrano glasbo, brez da bi nas motile, na primer, praske mačke na disku, ali pa tudi zato, da sprejemamo slike iz medplanetarnih sond na Zemljo, kljub temu, da te sonde porabijo za to kvečjemu energijo ene hladilnikove žarnice. Laboratorij sodeluje tako z Inštitutom za matematiko in več podobnimi laboratoriji po svetu, kakor tudi z različnimi ministrstvi za obrambo, zdravje. Osredotočeni smo na konkretne probleme iz prakse, od izdelave novih kriptografskih protokolov do izdelave prototipnih aplikacij. Torej, pred kratkim smo na FRIU razvili prototipno agencijo, certifikatno agencijo, ki uporablja eliptične krivulje, tako da naši študenti dejansko to uporabljajo. Zaenkrat zaradi brskalnikov uporabljajo samo to z RSA, kasneje, ko bodo prišli pa novi brskalniki, bomo postavili tudi eliptične krivulje noter. Torej, to je bil eno takih projektov. Naslednji projekt, s katerim se zdaj ukvarjamo, je anonimizacija občutljivih podatkovnih baz. Še en projekt uporablja, na primer, pametne kartice, ki bomo probali dati nove aplikacije gor, ali pa stestirati že obstoječe pametne kartice, kakšno varnost imajo. Za konec naj omenim še sodelovanje z Društvom kriptologov Slovenije, kjer se trudimo dvigniti zavest o potrebnih nivojih varnosti pri praktični uporabi. Ja, torej, eliptične krivulje so študirali vsaj 100 let že, preden so se pojavili v kriptografiji, tako da so pomembne na več področjih v matematiki. Matjaž je v svoji diplomi dobil odprt problem, da pokaže, da taka eliptična krivulja na primer nima nobenih posebnih rešitev, razen tele trivialne, in je to dobro upravil.